All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow. Dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat je tema LGBTIQ+ skupnost na glasbeni sceni in z mano je Leja. Zdravo. Zdravo. Ko sem razmišljala o tej temi, sem razmišljala bolj o reprezentaciji in vidnosti LGBTIQ+ glasbenikov v glasbi in me zanima mogoče najprej, kako se tebi zdi, kakšno je trenutno stanje glede tega. Ja, hvala za to, da si mene spodbudila k razmišljanju o tem. Ker je že nekaj časa, odkar sem se dejansko usedla in malo premislila zadeve. In zdaj, ko sem ugotovila, da se je v zadnjih 6 letih, se mi zdi, bi rekla, na svetovnem merilu ogromno spremenilo. Ko se jaz spomnim nazaj, jaz sem odraščala, se pravi najstnica, sem postala okoli leta 2001. To pomeni, je vseeno že kar nekaj časa minilo od takrat. In takrat ni bilo praktično nobene vidnosti za LGBTQIA glasbenice in glasbenike na svetovnem merilu, razen nekaj izjem, ki smo jih pa imeli bolj kot neke legende. Recimo Freddie Mercury, te osebe, ki so se skozi desetletja etablirale kot neke ikone, Elton John, te variante, so bile že takrat v diskusijah, ampak aktualnih ljudi, mlajših, takih, na katere bi se jaz lahko obrnila, je bilo pa izredno malo do v mojem direktnem okolju nič. Na slovenski ravni, recimo. Nekdo, ki bi bil res blizu, s komer se poistovetiš. Od zadnjih 6-7 let pa se mi zdi, da je tudi s pomočjo socialnih medijev in s pomočjo malo shifta v politiki in v LGBT pravicah po svetu, ker vedno več svetovnih figur začenjalo govoriti o tem, o svojih izkušnjah, o svoji identiteti, o tem, kako se borijo tudi z lastnimi strahovi, kakšne težave imajo, in se mi zdi, da je to ful odprlo tudi diskusije na bolj lokalni ravni, no. In za mene je bilo tudi kot ene vrste obliž na rane iz najstništva, ko sem se počutila sama ful osamljeno, zdaj pa se naenkrat počutim v glasbeni sceni kot, zdaj pa je to tako bolj že nekaj običajnega, bom rekla. Okej. Ja, meni se zdi, da včasih mogoče nisem toliko dala poudarka na to, če je neka skupina ali pa pevec, pevka iz skupnosti tudi. Sem pa nekaj časa nazaj imela željo po swing glasbi in nekih majhnih predavanjih in sem pol z tem, ko sem se jaz izobraževala malo bolj o swing glasbi, tudi spoznavala, da so tudi v swing glasbi bili glasbeniki in glasbenice iz LGBTIQ+ skupnosti, kar prej mogoče ni bilo toliko poudarka nikjer, ko sem, ne vem, bila v stiku z festivali. Saj to, mislim, da je bilo pač dialoga ful manj, ne, ni bil to del vsakega pogovora ali pa bil je del zelo redkih pogovorov. Jaz se spomnim, ko sem jaz bila stara 13 let ali pa nekaj takega, jaz sem pač bila otrok, ki sem odraščala z glasbo, jaz sem ful rada poslušala glasbo in sem se na nek način iskala tudi v glasbi, v besedilih. In takrat sta recimo bili zelo popularni tisti duo Tattoo iz Rusije in to je bila v naši osnovni šoli cela revolucija, kako je to nekdo, ki si upa pokazati, ne. Sploh ni bila pol debata o tem, koliko je to resnično, koliko je to marketinška stvar ali ne, ampak že sama vidnost, da je bilo to naenkrat po vseh revijah, je bila čisti bum, recimo. In jaz se spomnim, koliko je meni to takrat pomenilo, kot 14-letni, 15-letni punci, da sem vsaj nekoga videla iz te generacije, bom rekla, ne.
Sem pa kasneje bolj odraščala v alternativni sceni in se mi zdi, da sem se tudi tam počutila mogoče zaradi tega bolj doma, ker tam je vseeno bil ta od spolnega izraza do različnih oblik ljubezni, se mi zdi, da je tam bilo mogoče malo več govora o tem, ali pa so se mogoče glasbeniki, glasbenice malo bolj prevpraševali o takih vprašanjih. No, to je tudi zanimivo. Sem glih imela tudi to vprašanje med razliko mainstream pa alternativa. Zame je bila. Mislim, mogoče to tudi moramo pač povezati s tem, kje odraščaš, pa v kakšni kulturi si, ne? Ampak mi, ko smo odraščali v slovenskem okolju, se mi zdi, da slovenski mainstream ni ponujal veliko neke raznolikosti na glasbeni sceni. In tista normalna ali pa sprejeta oblika, ki se je tam promovirala, pač meni nikoli ni bila blizu. Nekako se nisem mogla poistovetiti za to podobo straight ženske, ki bi pač morala se fokusirati na otroke in družino, kakorkoli, ne? In biti lepa in seksi ves čas. In tako sem pač potem iskala naprej in alternativna scena, tudi na svetovnem merilu mi je ponujala neke vrste bolj varno zatočišče, kjer je bilo tudi več normalnosti, tudi kot ženska biti drugačna ali pa ne ustrezati temu enemu modelu. Tudi ne vem, pač več uporab ličil pri raznih moških izvajalcih, recimo mi je bilo vedno, ja, cool, super, dajmo si dati eno svobodo, ne, bodimo, kdor smo, odkrivajmo, raziskujmo. In te male stvari, se mi zdi, so mi bile v uteho. Jaz zdaj mogoče opažam, recimo, zdaj ne vem, če je Hayley Kiyoko tudi bolj mainstream, vem, da je bolj pop. Ja, ne vem. Odvisno od osebe, verjetno, koga vprašaš. Ja. Ampak vem, da za njo sem jaz, mislim, da slišala prvič pač tako bolj, da odprto govori, pa tudi naslavlja v svojih pesmih ljubezen do punc in pol je naenkrat postala kao queer Jesus ali nekaj takega. In kak je pač zdaj ful bolj svobodno ali pa mogoče več ne čutijo več ljudje toliko pritiska, da jih ni strah se jim outirati. Definitivno je. In to je, mislim, da ravno prišlo z večjo vidnostjo, večjo količino ljudi, ki so se začeli odpirati, ker to je kot neki snowball efekt, ne? Se pravi, ta efekt snežne krogle, da potem, ko nekdo se odpre, sproži en klik pri mnogih drugih ljudeh, ki se potem tudi počasi odpirajo in je ta občutek skupnosti toliko večji. Tudi, če nimaš direktne podpore v svojem krogu družine ali pa prijateljev ali pa še nisi pripravljena iti tako daleč, je neka uteha, če imaš podporo v ljudeh, ki jih občuduješ ali pa ki jih spremljaš in se lahko z njimi povežeš. Je definitivno velik faktor to. In se mi zdi, da pač je treba, tudi zaradi tega imam jaz občutek, da imam neko vrste malo dolžnost biti odprta zdaj, ko sem v poziciji, ko sem lahko, ko se jaz dovolj dobro počutim v svoji koži in ko imam to neko moč. In če ena oseba ali dve osebi v celem svetu, kdaj ima kaj od tega, je to že nekaj naprej, ne? Kaj ti tudi si v enem bendu, če se prav spomnim? Trenutno zdaj nisem v nobenem bendu, trenutno igram bolj z mojo partnerko skupaj v neke vrste dueto, duo. Okej, cool. In nastopamo bolj kot priložnostno, če naj kdo kam povabi, pol mogoče, ona igra kitaro električno, jaz igram bas, malo tudi bobne in pač pol malo kombinirava. Bila sem pa v eni 4 bendih v preteklosti, ja. Začela sem igrati v punk bendu, ko sem bila stara 14 let. Najprej sem v bistvu pela, potem sem se naučila bas kitaro po poti igrati in sem v bistvu celo mojo mladost, tako rekoč, najstniška leta preživela v raznih alternativnih placih po Sloveniji, na koncertih, malih klubskih koncertih in
je divje življenje. Ampak mi je bilo super, ker tudi spoznaš ful različnih ljudi, ne. In ravno ta čar alternativne scene mi je bil, da tam smo bili vsi malo odpičeni in ni bilo važno, na kakšen način si odpičen, ne rabiš, tam je bil glih point, da ne rabiš se pretvarjati, da si zdaj v neki mainstream kulturi. In je bilo osvobajajoče, ne. Čeprav nismo se pogovarjali direktno, recimo, o LGBT skupnosti, ali pa nismo se zdaj imeli oni heart-to-heart conversations, ne, kakšne strahove ti zdaj nosiš v sebi, kaj vse se sprašuješ, ampak bila je ena taka odprtost vsega, da nič ni bilo preveč scary, nobena tema ni bila tabu in to mi je pomagalo, se mi zdi, da sem jaz to iskala takrat, ker sem nekje rabila to. Ja. Kaj pa tako si mogoče opazila glede na žanr, če so kakšne razlike? Ja, v bistvu nisem najprej kot sama, da bi to pogruntala, ampak pol v pogovoru z drugimi ljudmi. Jaz sem bila takrat bolj v punk sceni in punk je že od nekdaj bolj tak, da smo proti mainstreamu in tam je bilo, se mi zdi, bolj sprejeto kot normalno, da celo malo provociraš ali pa karkoli, ne. Medtem ko pa mislim, da metal scena ima pa bolj, ne vem, striktna pravila njihove scene, se pravi, moraš se bolj prilagoditi in ustrezati neki estetiki in tem stvarem, kar je sicer lahko super cool, ampak poznam ljudi, ki pač so bolj v metal sceni doma in mi pravijo, da znotraj metal scene so tudi različne skupnosti in da, ne vem, čisti primer, v black metalu tudi ni preveč zaželeno, da se recimo avtiraš, da lahko tudi imaš ljudi noter, ki imajo določene bolj ekstremistične politične poglede in bi lahko to potem te ogrozilo. Tako da so tudi rekli, da tudi znotraj alternative recimo so ene subkulture, kjer je treba biti malo previden. Tako da ni čisto isto, da bi rekli, da je alternativa zdaj kar vse, ne? All the same. Ja, meni se zdi tudi v bistvu cool K-pop, če poznaš. To je zdaj prišlo kasneje, ja. To je verjetno bolj ti poznaš kot jaz poznam bolj tako ob straneh, ker pač imam eno kolegico, ki je mlajša in vem, da je full big thing in oni so, mislim, da je azijska scena že od ful dolgo časa nazaj ful podirala te naše neke stereotipe, ne. Kar mi je super. Ja, meni se to zdi ful cool, čeprav se mi zdi, da mogoče na čase še niso še tam, da bi se mogoče kdo prav avtirala, ampak tako glede mode pa make-upa pa vse to pa je čist, ja, tako. Se mi zdi, da vzor sem. Poznam nekoga, ki je živel en čas na Japonskem, mislim, da skoraj 10 let, in v pogovoru z njim sem enkrat prišla do spoznanja, oziroma on mi je razložil, da so te azijske kulture sicer tako zelo kao sprejemajo te, ampak nimajo globokih pogovorov o teh temah. Se pravi, dokler ne rečeš nič, pa ne izzivaš preveč, bomo rekli, tega zmaja, ne, da moraš preveč govoriti o sebi, pol je vse okej. Pol je nekaj tak glanced over. Ni pa, da bi imeli zelo iskrene pogovore pogosto. Tako da mislim, da je to pač del njihove kulture na nek način. Ampak se mi zdi, da vse te različne kulture in različna dojemanja, kaj je kje okej, pa do katere meje dovolimo recimo spolnim stereotipom, pa to, da to nam je se ful odprlo z internetom in to je ful fajn, da vidiš, da ni samo tisto, kar mi poznamo, pa jemljemo za normalno, ena in edina resnica, ne? Da vsaka kultura si je drugače oblikovala nazore do spola, do ljubezni, do tega, kaj družina pomeni. In to je na nek način zelo pozitivno po moje vplivalo tudi na našo percepcijo, kaj je zdaj normalno. Jaz zelo ne maram te besede, ampak ne, običajno. Ja. Kaj pa tako se ti zdi, ne vem, če je to res, ampak tako opažam v času junija, ko je polno parad ponosa po svetu, da tudi glasbene platforme več promovirajo LGBTIQ plus glasbenice in glasbenike. Se ti zdi, da, ne vem,
bolj izkoriščajo ta paradni mesec, ali Da ne bom zvenela preveč cinično, ampak ja, definitivno je to preraslo v en marketinški trend. Ko vidiš, da se vsaka alkoholna pijača že v Maurico odene, potem ti je vse jasno, ker take znamke nimajo nič veze z skupnostjo praktično. Definitivno se takrat platforme poskušajo nekako malo bahati s tem, koga pa mi promoviramo, ne, kdo je pod našim okriljem. Težko bi rekla, ker nimam vpogleda v to, koliko sploh glasbeniki ali glasbenice imajo izbire v tem, koliko sodelujejo. Mogoče celo ne. Ja, preveč, takrat je en taki overload, pol se mi pa zdi, da je pa tudi ne fair, ker čez leto pa mnoge te glasbene platforme ali založbe ne naredijo toliko za ohranjanje vidnosti, ali pa tudi za preprosto, bomo rekla, podpiranje tistih, ki še niso blazno popularni, ne. Jaz mislim, da je lažje nekomu, ki ima že veliko platformo sam po sebi, ki je velika znamka, ker glasbeniki, glasbenice so tudi znamke, konec konca, ker tam je vedno denar, ne. Težje pa je nekje na začetku, ko tega še nimaš in ko imaš samo tisti par ljudi, ki te pridejo v garažo poslušati. Ja. Ko pridejo in morajo plačati tiste 3 evre karte, recimo na prvem nastopu nekje. In tam se mi zdi, da je pa za LGBTQIA skupnost v glasbi še vedno precej težko to uporabiti kot neke vrste pozitivno stvar. Tam se mi zdi, da se mnogi glasbenice, glasbeniki raje odločijo, da tega ne bojo preveč komunicirali. Ne, da je to še vedno vseeno ena stvar, kjer čakamo na en primeren trenutek, da bi ta del sebe razkrili. Ja, je še osebno preveč, da bi Ja, in še vedno se to dojema kot eno stvar, ki te potencialno lahko celo zavira pri tvojem ustvarjanju glasbe, ki ti lahko potencialno zapre kakšna vrata. In se mi zdi, da tu bi bile te organizacije, ki se junija pokažejo, lahko v veliko pomoč. Super je, če junija dajo priložnosti bendom, ampak ti bendi potem ne smejo ostati sami in zapuščeni, ko junij mine, ne. Takrat se šele, če se nekdo izpostavi in naredi neke vrste politični statement s tem, da sodeluje z Pride zadevami, potem dajmo se podpirati čez celo leto kot skupnost, ne? In tu so tisti, ki profitirajo potem od tega, razne te znamke, in to se mi zdi, da bi morali večjo odgovornost prevzeti za to. Da če že imajo podporo, potem naj jo imajo skozi celo leto. Ne samo z Maurico, ampak s tem, kaj počnejo, ne. Se ti zdi, da lahko tudi parade ponosa pa organizatorke le-teh tudi pripomorejo k temu? Ja, jaz mislim, da je podobno, bi rekla tudi, da imajo potem tudi neke vrste odgovornost, da če že delajo potem evente čez celo leto, naj potem se tudi tam potrudijo pa malo podpirajo sceno, ne. Ker večinoma so tudi tisti ljudje, ki hodijo na njihove dogodke, del scene in na nek način je to bolj vzajemno podpiranje. Ti podpiraš en band s tem, da ga povabiš, ali pa izvajalko, izvajalca, DJ-ko, DJ-ja, daš tisti honorar, ne, ker to je tudi delo, poskrbiš za vidnost, poskrbiš za eno super lokacijo, po drugi strani pa tisti ljudje potem ti ostanejo zvesti. Jaz vem, da smo zvesta publika in pridemo spet na druge dogodke in prinesemo tisti denar itak nazaj. Ja. Tako da lahko bi bilo to eno zelo lepo vzajemno sodelovanje. Jaz se zavedam, da marsikatere Pride organizacije, sploh bom rekla na slovenski ravni recimo, so zelo male in podhranjene finančno, ne. Tu pa spet bolj vidim vlogo teh raznih znamk, da naj se potem pa malo kot sponzorji pokažejo, če so že pripravljeni junija obleči vse v Maurico, pa naj še dajo, ne vem, par tisoč evrov skozi celo leto in podprejo organizacije, ki v bistvu gor držijo
da to sploh obstaja, da Pride dogodki obstajajo, recimo, ne. Ampak to ni te odgovornosti. Žal je kapitalizem v takem stadiju trenutno, da gledamo pač na korporativni ravni na profit in podpiranje Pride eventov je profit junija, čez celo leto pa so to pač manjši dogodki in tam direktnega profita ni. Tisto je naložba in tam je večinoma še vedno dosti bremena na prostovoljstvu in zastojnem delu. Ja, kar. Ampak ja, to mislim, da je pomembno sporočilo, ki ga jaz želim dati naprej, da imajo podjetja, imajo organizacije odgovornost do tega, zaradi tega, ker tam je, kjer oni imajo denar. In denar je dandanes moč in te moči se morajo zavedati in ta moč ima odgovornost. In ta moč bi morala vedno imeti neko odgovornost in mislim, da prevečkrat se poskušajo te odgovornosti izmuzniti. Ni vse na nas člani skupnosti, ki se postavimo na ceste, ne. Ni to. Mi smo ena skupnost, ampak svet je pa še veliko več in morali bi skupaj delati za človeške pravice. Tako, glede na to, da smo dosti tudi omenjali parade ponosa v Sloveniji, kako pa se ti zdi, ne vem, za LGBTIQ plus glasbenike v Sloveniji? Jaz ful malo poznam teh, ki so res savtirani. Jaz ti tudi žal moram reči, da jih zelo malo poznam, ki so dejansko odprti v tem. In tudi malo mi je jasno, zakaj. Jaz sem tudi sama razmišljala, zakaj jaz dolgo se, recimo, jaz sem bila 10 let v bendih, preden sem jaz začela se v bistvu bolj avtirati v povezavi z glasbo in tudi tam odprto povedati o moji biseksualnosti, o mojih izkušnjah, o mojih dvomih, o mojih želji, da to postane bolj vidno. In razlog je, ker je že nasplošno življenje glasbenikov, glasbenic v Sloveniji blazno težko. Toliko je malo priložnosti, kjer dejansko dobiš neko pošteno plačilo, kjer dejansko dobiš neke pametne špile, da se tisti, ki se res s tem ukvarjajo, mislim, da bolj ukvarjajo s svojim preživetjem, kot pač z nekimi idealnimi scenariji potem, ne. Moja izkušnja je bila tudi kot ženska v glasbi, da je že tu bilo ogromno nekih težav, nejemanja resno, recimo, ne, podcenjevanja. In tu je spet bila to ena energija, ki sem jo mogla jaz že v tisto vložiti, da sem si tam recimo izborila neke malo boljše pogoje. To je tudi konec koncev en izmed razlogov, da sem jaz se potem lotila ustanovitve skupnosti za ženske v glasbi v Sloveniji, Široks, iz preprosto tega razloga, da se mi je zdelo tisto dovolj slabo, da sem imela impuls, da moramo nekaj narediti, da moramo se začeti vsaj povezovati. In za LGBTQ sceno se mi zdi, pa recimo meni mi je potem zmanjkalo mi je energije, da bi se še s tem vprašanjem ukvarjala, kako pa še ta diskriminacija se vleže gor na to. Ja. In, ne, se mi zdi, da je velik pritisk na posamezno osebo in da, ne vem, pri meni je pač ta vprašanje moje identitete in vidnosti prišlo nekako na zadnje mesto v tistem obdobju. Si znam predstavljati, da je mogoče pri mnogih podobno, no. Da bolj gledajo na svoje preživetje in na to, da sploh lahko obstanejo v sceni, da poskušajo se nekam prebiti in da je to tisto, kar jih potem morajo žrtvovati. Njihovo lastno vidnost v celoti. In to je žalostno, ne? Da moramo to žrtvovati. Ja, se mi zdi, da če že, mislim, te, ki jaz poznam, so bolj na alternativni sceni. Tudi jaz. Ampak ja, vem, da že nasploh tako dosti glasbenic, glasbenikov ima ful enih, ne moreš imeti samo, ne vem, enega benda, ampak jih je ful v različnih bendih ali pa imajo solo kariero pa še v bendu, ker je težko, da ti, ne vem, da dobiš honorar sploh, ja ali ne, pa bolj glede sploh kako visok honorar je to. In tu jaz lahko mogoče ti povem, da jaz vidim razliko med Slovenijo in Avstrijo ful veliko, ne, pač jaz imam zdaj pogled v to, ker tu živim v Avstriji in tu je že od nekdaj kultura tega, da je treba glasbenika in glasbenice plačati veliko boljša. In tu se potem takoj vidi, recimo v Gradcu, jaz poznam
bom rekla, 5-krat več out queer bandov, kot jih poznam v Sloveniji. Pa to zdaj poznam samo ful malo bandov avstrijskih, tako da si mislim, da jih je še ogromno več. Ravno zaradi tega, ker jim je lažje nasploh preživeti in obstajati, ne? In potem jim je lažje tudi se za to svojo vidnost postaviti, imeti to kot del sebe in se ne opravičevati za to in ne tega skrivati. Tako da tu je spet vse so nazaj pri denarju, ne? Takrat, ko te osnovne stvari štimajo, je potem boj za to vidnost lažji, ker ti energija ostane. Ja. V Sloveniji pa res, zelo malo jih poznam, ki bi bili out. V mainstreamu je sploh to, se mi zdi še težje, ker če pogledamo, mainstream v Sloveniji pomeni, da te pač predvaja tistih 5 ali pa 10 glavnih radijskih postaj ali pa, ne vem, 5 televizijskih postaj, da ti daje neki prostor nekje, ne? In tam imaš voditelje, voditeljice, ki te včasih, ko vidim, kak stvari vodijo in kake komentarje dajejo, se mi sploh ne čudim, da potem bi bilo težko se nekomu outirati in iti kot mainstream glasbenik, glasbenica skozi to, non-stop. Tam je veliko homofobije, še vedno v intervjujih prisotnih, veliko ignorance. Ja. Ne? In nekdo, ki gre v mainstream, se mora bolj zavestno odločiti se s tem spopadati. In to je težko. To je, se mi zdi, zahteva veliko moči. Imaš mogoče kakšne želje ali pa česa si želiš videti več za LGBTIQ plus skupnost na glasbeni sceni? Seznam je dolg. Ne, najprej si želim čisto tako človeško, da bi nam bilo lažje preživeti, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi to zdvignilo en strah pred svetom nasploh in bi potem lažje se pogovarjali tudi o drugih aspektih nas. Želim si pa tudi, da ko pa je dovolj poguma, da se odpremo, da smo, kdor smo, da ne bi to postala glavna stvar, o kateri potem ljudje o nas govorijo. Ker se mi zdi, da je to en velik problem, da potem tvoja glasba postane ena sekundarna stvar in tvoja identiteta prevzame celo komunikacijo o tebi in s tabo. In to nekako ni smisel, ne? Ker zaradi glasbe želimo ustvarjati, to želimo deliti. In da potem to postane najmanj pomemben del nas, kaže neke vrste, da nas ali ne razumejo ali pa da ni spoštovanja do samih ljudi. In tega mi je žal, tega si želim, da ne bi bilo toliko, da bi se tudi mediji bolj zavedali, kako naj temu rečem, medijske etike, bolj njihove profesionalnosti, da če se pogovarjamo z glasbenikom, verjetno naj bo fokus glasba. Ja. Ostalo lahko pride zraven, ampak ne sme pa zasenčiti tega. Drugače pa želim poguma več organizatorjem koncertov, nastopov, da ne bi oni bili toliko zelo v neke svoje strahove vpeti, da bi zaradi tega zapirali možnosti LGBTQ posameznikom, ki se outirajo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to tako nepotrebno v današnjem času, da včasih je že tu, veš, se zaprejo ena vrata, ki se sploh ne bi rabila in kjer mogoče publika sploh ne bi tega toliko tematizirala, ampak če ti nekdo ne da v prvi vrsti koncerta, ne moreš niti vedeti, kak bi bil odziv publike. Ja, to se strinjam. Mogoče včasih tudi pri pisanju tekstov, da ne vem, ali so to producenti, producentke, ki želijo, da pišeš tekste, ki niso tako očitni, da ne vem, če je pevka, da naslavlja punco, recimo. Ja. Tu je verjetno tudi v ozadju veliko tega. Viš, tu jaz nimam dovolj izkušenj, ker jaz, sem bolj v alternativi, jaz pišem svoje tekste, jaz še nisem nikoli imela nobene osebe, ki bi mi rekla, kako naj pišem, ne. Ampak si znam predstavljati, da v raznih založbah, kjer gledajo, preden se recimo album posname in te stvari, da imajo pripombe in da bremzajo, ja. Si znam predstavljati to. In da imaš potem pač veliko, bom rekla, nevtralnih besedil, kjer se poskuša čim manj vedeti, o kom govorimo. Ja, viš, to je tudi škoda, ne? Ker to je tako,
Ja, to je tako, se mi zdi, smo šli s časom vseeno že dosti bolj naprej, da tega ne bi bilo treba več. Ampak vsi se bojijo za svoje zaslužke, se mi zdi. Tu je tudi veliko strahu glede denarja. Slovenija je mali trg, pa težek jezik je slovenščina. Ne? Tu se spolu, recimo v jeziku, koga naslavljaš, težje izogneš kot v angleščini. Mogoče je zaradi tega na svetovni ravni tega manj, zato ker tam je lažje ugibati, o kom zdaj ena oseba govori. Mogoče tako za na konec, kdo je tvoj najljubši band ali pa pevka, pevec, ki je del skupnosti? Ja, zdaj pač jaz se gibam vseeno bolj v roko, tako da afiniteto imam že ene par let do punk rock banda Against Me in njihova pevka oziroma kitaristka Laura Jane Grace je šla že kar ene par let nazaj skozi svojo tranzicijo in transformacijo in se mi zdi, da odkar se je njej to odprl novi svet, da delajo še 100-krat boljšo glasbo, ker se prav vidi, kako ona sije in je iskrena zdaj v svojih besedilih in nastopih, tako da oni so moj zelo ljubi band. Potem spremljam tudi na svetovni ravni zelo rada en band Hailstorm se reče, z njihovo kitaristko in vokalistko Lizzie Hale, ki je tudi zelo open, kar se svoje tiče biseksualnosti in tudi to v njihovih besedilih izraža in to se mi tudi zdi en tak super role model. Drugače mainstream je bil predlani, Maneskin, se pravi tale italijanski band, ki je zmagal na Euroviziji. Ja, točno. Ja. Oni so mi tudi super bili ravno zaradi tega, ker so pa res tok mainstream postali in so odprli ful enih diskusij in ker so še vedno tako brezkompromisni, kar se tega tiče, da jim je cool, da hočejo to promovirati, da so oni queer. In to se mi zdi zelo dobro v tem času, da imamo en taki band, ki gre po celem svetu in to vzdržuje. Ne? Tako da njih imam tudi zelo, so mi pri srcu. Še kaj toliko glasbe poslušam, nam je že malo težko se spomniti. Od slovenskih imam zelo težko reči kaj, ker ne vem, a so ljudje LGBT ali niso, ampak imam svoje sume. Ampak se pa spomnim, recimo, bil je hrvaški ženski band Punčke. Par let nazaj, zdaj več ne igrajo. Ja, se spomnim. One so mi bile, kar se tiče glasbe, odlična glasba in tudi se mi zdi, da so imele tako eno queer prezenco, tudi tako unapologetic in to mi je bilo tudi super všeč pri njih. Žal so se razselile malo po svetu in zdaj tega benda ni več, ampak tiste članice še vedno drugje igrajo. Pa še en v Avstriji imam en ful dober mladi queer band, ki ga spremljam, rečejo se Makeshift Concept in poznam pač njihovo kitaristko in oni so, tako se mi zdi, band, ki bi si ga jaz želela videti, ko sem jaz bila mlajša, ki igrajo tak simpatičen punk rock, ampak so totalno v svojih besedilih, o vseh tih tvojih internal, kako se reče, struggles, pa v svojih vprašanjih, vse to naslavljajo in tudi so zelo odprti okoli tega, kdo so, kaj so in se mi zdi, da to so taki bendi, ko, ja, to mladina rabi. Dobro glasbo pa dobro sporočilo. Zdaj, ko si omenila Punčke, sem se jaz tudi spomnila na band, ki se jim reče Žen. Točno, ja. Ti so tudi kar cool. Ja, zelo cool. Nisem tudi že videla. Ja, viš, če bi se en čas zdaj tako malo ping-pongali, sem tja bi se še kaj spomnili. Jaz tudi recimo spremljam iz UK, iz Velike Britanije, en ful dober taki queer band, se rečejo Dream Nails, tudi vse ženski band, ki imajo prav posebej pravilo vedno na njihovih koncertih, da vse ženske ali queer osebe vedno potegnejo naprej v ospredje in ne dovolijo, da bi kdorkoli izvajal kakršnokoli, ne vem, diskriminacijo, česarkoli. Takrat nehajo igrati sredi koncerta, če slučajno kdo kaj opazi in ne igrajo dalje, dokler tista oseba ne zapusti prostora. In se mi zdi, da je to tudi ena ful dobra pozicija kot band, če se že odločiš, da hočeš pomagati, ne? Da pripomoreš k vzdušju v dvorani, recimo, ne? Da postaviš neka pravila, kaj je sprejemljivo, pa kaj ni. In one so mi zaradi tega ful badass, zato ker si to upajo.
Tako da ja, je kar veliko takih bendov, če malo raziskuješ. Ne Jaz pridejo pa ful- velikokrat v Slovenijo taki bendi. To je tudi res. Jaz se dostikrat ti festivali glasbeni po Evropi včasih spremljam in pol grem poslušati na YouTube vse pesmi pa artiste, da zvem malo, pa spoznam nove ljudi. In sem naletela na en bolj tak punkish band, Joe and the Shit Boys, ki imajo že v opisu napisano, da so bisexual vegan punk band in se mi je ful pač cool zdelo, da ja, je bila to taka neka, da No, so super, to pa izkoristili to moram možnost. počekirati. Ja. Veš, jaz se mi zdi pač bolj fokus, zaradi She-Rocks, da bolj ženske bende sem spremljala in mogoče mi manjka malo te druge plati, kako so se pa fantje uspeli usidrati. Bom prečekirala, ja. Ja, taka ikona, recimo legendarna punk ikona je tudi od NoFX, Fat Mike, on je tudi vedno bil zelo tako odprt, kar se svoje queerness tiče in tudi svojega spolnega izraza in to se mi zdi, tako da tudi veliki punk bendi imaš primere, ki še vedno danes igrajo in ki imajo zelo pozitiven zgled za ljudi, se mi zdi. Tako da se najdejo. Je pa res, da to so bendi, ki se ne valjajo po medijih veliko, ne. To ni nekaj, kar bi nekdo, ki nima dostopa do scene, takoj spoznal. Ja, to pa je res. To je potem fino, če se mladina, ne vem, da pride recimo v Mariboru v pekarno ali pa ima Metelkovo v Ljubljani, tam se mi zdi, da bolj potem slišiš, vidiš, si bolj izpostavljen tej alternativni sceni in tudi spoznaš lažje. Cool. Jaz sem prišla do konca, tako da vsi, ki so naju poslušale, imajo zdaj en seznam artistov. Ja, bilo bi fajn še od njih slišati, od poslušalcev, poslušalk, katero To je še res. poznajo. Bom zapisala, tako da če kdo želi, lahko kar komentira. Tako, naj se vsujo od spodaj, da bomo imeli še za 1 leto kaj za poslušati. Ja, In da vemo, na katere koncerte iti zdaj, ko se bo malo spet odprlo. ja. Cool. Hvala, da si bila z mano danes. Hvala za povabilo, me je zelo prijetno presenetilo in mi je fajn skravžljalo možgančke, da sem malo začela spet prskati. Super. All for Rainbow podcast se poslavlja in se slišimo v naslednji epizodi. Čau! Čau! All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.